In sem nazaj! Zadnje čase me spremlja vedno več otrok in dobivam sporočila od zaskrbljenih staršev, da ene moje vsebine niso čisto primerne za mlajše. Tako da sem se odločil narediti en video za njih. En video, ki bo tako žaljiv in neprimeren, da se jih že enkrat losam in da mi nehajo pisati. In evo, gremo pregledat čez bolana skrivna sporočila slovenskih komadov. Najprej Siddharta, ki so popolnoma prodali svojo dušo v medicinski industriji in so posneli komad, ki je v bistvu reklama za medicinsko tehniko na soncu. Malo šlampasto besedilo, glede na to, da srce je del telesa, ampak še vedno se šteka poanto. Reklamirajo mašine za ultrazvok. Tudi če gledate ta posnetek, ko nastopajo v živo, te črte in te stvari, ki neki utripajo od zadaj, izgledajo kar neki naključno, ampak ne. Če ustavite na pravi sličici, se vidi, da je v resnici samo reklama za ultrazvočni aparat Sonoscape S50. Slike, kosti, dajmo fantje, lahko bi bili malo manj očitni, ko v svojih videih reklamirate stvari. Sledi pesem Dan ljubezni skupine Pepel in kri. Člani te skupine so totalni zagovorniki nacizma, zato tudi ime Pepel in kri, ker to je vse, kar je ostalo od Židov v taboriščih. Pusti 1000 dni in 1000 noči, ki jih več ni. 1000 dni in 1000 noči, kar je približno toliko časa, kot je bilo operativno koncentracijsko taborišče Auschwitz med leti 1940 in 1945. Če sploh ne veš, da so kdaj bili. Tukaj namigujejo, da se sploh ne vemo, kaj se je zares dogajalo v tistem času. Nič boljšega kot malo zanikanja holokausta, za začiniti klasično popevko. S tem hočejo reči, da je bilo pobijanje Židov med drugo svetovno vojno dejanje ljubezni, ker jih ne smatrajo za dejanske ljudi. Pa tudi njihovo usklajeno marširanje v posnetku nam hoče dajati vtis neke paramilitarne enote, ki komaj čaka, da se masaker ponovi. Fucking bolani sprevrženci. In nočete vedeti, o čemu govorijo v njihovem komadu Ljudje pomladi. Zdaj pa pesem reperja Čale Sale Legenda. Ta pesem ima, če jo res analiziramo, skrito homoerotično sporočilo. In to, če nimam niti enega evra, in to, če ženska nobena me ne gleda, ni problema, ker vem, da tle je moj kolega, ki si legenda. Tukaj, ko reče, da če ga nobena ženska ne gleda, bo za njega poskrbel kolega, malo razlaga, da v bistvu ima odprto gej razmerje s prijateljem. Jaz najbolj uživam s pravimi prijatelji. Jaz najbolj uživam jesto čokolado, ampak za Čaleta in to njegovo legendo se mi zdi, da so malo več kot samo prijatelji. Pesem ima drugače tudi svarilno noto, zato predlaga ljubljenje z zaščito, ampak se pa zaveda, da tveganje še vedno ostaja. In da lahko spolni odnosi z različnimi partnerji kljub zaščiti še vedno privedejo do zelo resnih posledic. Skozi čista pozitiva, to mi daje krila. Ja, med homoseksualci je HIV pozitiva žal zelo razširjena. In ker ni zdravila, je zaradi nje na žalost že marsikdo dobil krila. In če je reper Čale Sale tako sprejemljiv do homoseksualstva, ne bi mogli tega reči o Sean Krog in njihovi pesmi Pravljica o mavričnih ljudeh. O mavričnih ljudeh. Mislim, da vemo, kdo so mavrični ljudje. Geji. Nemi krik kot odmevne moči. Nemi krik? Odmevne moči? Ja, prav ste razumeli. To je pesem o tem, kako Sean Krog hodijo po noči okoli in pretepajo geje. Odprta kot knjiga, njihova je pot.
S tem hočejo reči, da so preučili njihove poti. Vejo, kje se zbirajo, vejo, kje živijo. Živi zid iz viharnih zablod. Mislijo, da je to, da so geji, samo zabloda. Čarte me, žalost mrtvih je greh. In greh. Zakaj pa žalost mrtvih? Ker jih ubijajo. Umrle so sanje mavričnih ljudi. Ognja žar pod pepelom še tli. Ne samo ubijajo, ampak še zakurijo trupla, da se znebijo dokazov. In mogoče še najbolj moten od vsega, oni se zavedajo, da tega nikoli ne bo konec. Mavrica spet ga rodi. Pepel in kri imajo vsaj neko končno rešitev za Žide, ampak Sean Krog se mislijo v nedogled rekreativno znašati nad geji, ker jih to zabava. Fucking bolano! In naslednja je Alenka Godec s komadom Življenje je lepo, ki je precej direktno sporočilo proti transseksualnim osebam. Življenje je lepo, če ga živiš, tako kot ponuja se samo in ne da ti ga spremeniš. Alenka ne misli gledati detce v krilih. Ali živiš tako, kot si se rodil, ali pogini. Mislim, ne reče dobesedno tega, ampak kaj rabi? Kako žalostno, da še vedno živimo v tako transfobni družbi. Ne vem za vas, ampak meni vse, kar pomaga, je malo te odlične čokolade. In potem imamo tu Petra Lovšina, oziroma Perota Lovšina, ker zgleda se ful splača krajšati ime za eno črko. S komadom Hiša nasprot sonca. Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Kaj je, velika družina? Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Ne, Kurbenhaus. Bodimo iskreni, zakaj razen proti plačilu bi kakšna ženska bila ljubica od Lovšina? Kaj, ker je tako lep? V hiši nasprot sonca je 17 otrok. Ja, zgleda, se te punce rade malo zmotijo v štetju tablet. Če bi jim šla matematika, bi verjetno rajši našli kakšen drugi poklic kot prav tega. Ovih nabija žogo, drugi nabijajo rok. Ja, in čez par let bo folk njih nabijal, če veste, kaj mislim. Te obrati so ponovadi radi malo družinska podjetja, ker zakaj ne bi imel otroke kar zraven v sobi, ko si stranko? Tako prišparaš na vrtcu, pa še poklica se učijo. Hiši nasprot sonca nas ljubezen gor drži. Ja, precej dobesedno. V hiši nasprot sonca ne hod nobeno službo. Mislim, punce imajo svojo obrt, ampak ne moreš temu lih reči služba. Kaj bojo odprli SP ali fafanje DO? In kadar ti je dolg cajt, takoj si najdeš družbo. Ja, 20 evrov in si notri. Bodimo iskreni, to ni lih nek fancy Kurbenhaus. V hiši nasprot sonca ni nobenih sten. Niti svoje sobe ne dobiš, samo tiste poceni zavese na špagice imajo, da poslušaš Lovšina par metrov stran, ko so piha. Poslušaš in vohaš. Zadnji in verjetno najbolj očiten od vseh pa je band Gugu z njihovim komadom Mi imamo se fajn. Mi imamo se fajn, če vam prav je ne. Komad seveda govori o posilstvu. Nam važno je le, da imamo se fajn. Njim je važno, da se imajo fajn, ne če je tudi druga oseba privolila v to, oziroma kot oni rečejo, če vam prav je ali ne. A ja, pa tej čudni zvoki v ozadju. V komadu se ne razume čisto, zakaj se gre, ampak če stvar upočasniš in poslušaš, se ugotovi, da to so kriki njihovih žrtev. Na pomoč! Policija, pomagajte! In glejte, kako so vse ženske oblečene v tem videu. S tem skušajo povedati, da se počutijo, kot da jih one zatirajo in da to nekako upravičuje njihovo spolno nasilje. Mi imamo se fajn, če kozarci so polni.
Aha, najprej nekaj popit, da bo potem več poguma za vsa ta posilstva. Verjemte, ste. Čeprav oni so najbrž mislili tukaj spolne bolezni, ker očitno jim daje to malo pomisleka pri njihovem početju, ampak nažalost ne toliko, da bi nehali posiljevati. Psihiči. Evo, zdaj veste nekaj več, če vam prav je ali ne. Če vas zanima, kje se dobi ta čokolada, ki sem jo ves čas jedel vmes, je odgovor na mojacokolada.si, ki je tudi sponzor tega videa. Delajo tudi čokolade po naročilu, tako da si lahko daš kaj napisati gor, kot recimo na mojo, za pojest, da vem, čemu služi. Neko te ribe, ki jih kupiš in potem prideš domov in kaj, ne perem avto s tem ali kaj, nič ne piše. Tako da, če rabite kakšno idejo, kaj nekomu podariti zdaj v decembru, pejte na mojacokolada.si in uporabite kodo Marko10 za 10% popusta. In to je bilo to. Lajkajte ta video, subscribajte se na moj kanal, tisti, ki še niste, vem, da obstajate, vidim številke. In se vidimo v naslednjem videu. Čau!